Danes sicer na posnetkih izgleda, da je bil ful dober dan, pa v resnici ni glih bil. Zjutraj sva hranila ful unih kužkov, ki jih je bilo res veliko in mladičkov in odraslih in vseh. In bila je tudi ena kužika, res kar simpatična, sicer bolj majhna, ampak taka res boga, ful suha, pa eno tačko je imela čist poškodovano, tako da se je zavlekla pod sprednjo gumo kemperja. Jaz sem ji dala za jest, pa že rok prej, no, res je bila ful lačna, vse kosti so ji ven gledale, tako da sem se že mislila, da sploh ne vem, koliko časa bo še preživela, ker je bila res že v ful slabem stanju. Pa se pa še ena še hujša stvar zgodila. Ja, pa ko smo štartali s kemperjem okrog enih, bili smo čez noč parkirani na tistih zagozdah, da smo bili naravnost. In ko sem spustil kemper dol z tistih zagozd, sva sam zaslišala en jok pasji in je ta nesrečna kužika žal ležala tam pod gumo in ni uspela se dovolj kmalu verjetno ven zbežati, najbrž glih zaradi one boge tačke. Sicer res tudi jaz nisem šel okrog pogledat, nisem niti pomislil, da bi bil kakšen kužev spodaj. No ja, tako da je pa sem jaz takoj kemper nazaj naprej prestal. Ni bil prav cel kemper gor, no pač stisnila jo je guma ob tla, ampak ja, dovolj, da ni mogla zadnjih tačk premikati in tudi takoj sva iz ritke opazila, da je pač malo krvi preteklo, tako da sva takoj sumila, da je to pač neka notranja poškodba in sva videla, da tej kužiki verjetno več ne bo pomoči, sploh ker je že itak toliko suha in toliko boga bila, da verjetno tudi za kakšne operacije ali pa če karkoli niti ne je bila dovolj močna. Tako da pa smo tam mene domačine, ki se sicer niso niti najmanj sekirali za to, da se ni nič zgodilo, smo pač vprašali, kje je najbližji veterinar, so naj napotili tja do enega mesta bližnjega, 20 km stran, tako da so je tja Nastja pelala in sem jaz imel kužiko spredi pač pri nogah na sovoznikovem sedežu in jo ves čas božal in tolažil, ampak se je neverjetno zelo sprostila, čist mirno se je pelala, pol tam na prvem mestu ni bilo veterinarja, ta pravga, so naj jo poslali do enega drugega, tudi tam prvem drugem niso, je rekel, da ne delajo eutanazij in so naj jo pol poslali v 40 km oddaljen gori, kjer so pa na srečo najdla veterinarja, ki je pač rekel, da jo lahko uspava, tako da ja, do tam jo je pa pol Nastja ves čas tolažila in kužika pa lepo tam spala in ležala, ni je niti očitno toliko bolelo, na začetku je ful, ker je jokala, preden sva dala v kemper, ampak pol je bilo pa, se pa kar sprostila in pol nam je tudi veterinar naj jo malo potolažil, da ni bila v velikih bolečinah, zaradi tega, ker pač jo je šok toliko, je toliko adrenalina napumpal in nekih opioidov, naj bi se sprostil, da je ni bolelo, tako da verjetno se je zato toliko sprostila. Ja, midva sva pa tam z njo počakala, da je zaspala. Ja, je bila pa res kar boga, ampak ja, upava, da je ni preveč bolel. Sicer je verjetno tudi brez te poškodbe ne bi več dolgo živela, ampak ja, boljše je bilo, da smo jo uspavali, kakor, mislim, lahko bi jo tudi tam pustila, ne, ker bi tako verjetno v roku enega dne umrla, ampak ja, niso hotela, da toliko časa še trpi. Ja, zato sem tudi hotela bolj še z njo tam počakati, da je res ljubljena odšla v njih zadnjih 2-3 ure, ki je imela z nama. Ja, drugače pa veterinar rekel, da je imela te zadnje kosti v bistvu malo zasukane, to medenico in malo polomljen. Mislim, polomljen niti ne ve točno, ker je sam pretipal, ampak hrbtenico, ja, zadnji del. Ja, imela zasukan, ja, pa polomljen, tako da preživela sigurno ne bi, no. Pa tudi to je pač potrdil, da če je iz ritke kri pretekla, da ima najbrž neke notranje hujše poškodbe in da ne bi preživela. Ne je pa tudi on potolažil, da tudi tako verjetno ne bi dolgo preživela, ker je bila res boga. Čeprav tako naven dlako je imela lepo, pa tako res je bila drugače simpatična, ampak res suha, pa ja, poškodovana, tako da ja. Drugače pa smo to opravili v mestu Gori, ki je Stalinovo rojstno mesto. Midva sva v bistvu vedela, da za to mesto in tudi nameravala sva iti sem, si ga malo pogledati, na koncu v čisti center niso šla, ker niso imela ne energije, ne volje. Je pa tudi tukaj od Stalina muzej, ampak sva v večjih potopisih prebrala, da je res beden, dolgočasen in da je tak, kakor je bil, ko so ga odprli in da se res ne splača iti, tako da sva pač to spustila.
Je pa pokrajina tukaj res puščavnata, skalnata, res midva se počutva, da sva nekje na Arabskem polotoku ali pa, ne vem, mogoče sred Afganistana. Ful zanimivo, no. Zdaj smo parkirani tle blizu enega mesta, ki je v bistvu v skalo narejen, pa si ga bomo še jutro gledali zjutraj. Ja. Smo si ogledali tole jamsko mesto. V bistvu to območje je bilo naseljeno že 4000 let pred našim štetjem. Prve jame so izkopali v prvem tisočletju pred našim štetjem in v drugi polovici prvega tisočletja pred našim štetjem je tudi v bistvu to mesto postalo zelo pomemben center, tako gospodarski, kulturni, kot tudi političen, pa verski. V bistvu zelo pomemben je zato, ker je povezoval Kaspijsko jezero pa tole Črno morje in bil je tudi na svilnati poti, tako da so tukaj se kar veliko trgovali in zaradi tega se je tudi tako dobro razvijal. Na začetku so sicer tudi kmetje živeli, ki so verovali v neke svoje bogove, ki so se ohranili še kar precej potem, ko je že krščanstvo prišlo v te kraje. Delali so tudi svoje vino, gruzijsko vino je ful znano, še zdaj se ga dela v takih velikih lončenih sodih, no, takih posodah, ki se jih zakoplje v zemljo in potem ne vem koliko mesecev pusti. Kvevri se to imenuje. In tukaj so dokazi, da so pač že delali takrat to svoje vino in trgovali z njim. V glavnem ful nama je bilo všeč, šla so noter 5 minut pred odprtjem, so najo že spustili in šnofko tudi, čeprav je bil znak, da so prepovedani psi. Tako da ja, v bistvu so bila sam midva pa še 2 človeka na začetku, potem, ko smo se pa vrnili, so bili pa že avtobusi in minibusi, tako da smo se izognali gneči, hvala Bogu. Ja, pa ne samo gneči, tudi vročini, ker tle je res puščavsko, čisto suho, peskast, nobenega zelenja. In ko smo se vrnili ob 12 v kemper, ki je bil parkiran v senci, je bilo v senci 33 stopinj. Tako da res je neverjetno vroče, tako da še dobro, da smo tako zgodaj štartali pred ta hudo vročino. Ja, celo območje je ful zanimivo. Zdajle sva slikala kar nekaj časa. In ja, ful lepo. Smo spali ob jezeru, umetno jezero je zaradi elektrarne, tako da akumulacijsko. Smo se tudi mimo jezu včeraj pelali. Drugače je bilo zgrajeno 86. leta. Jezero je zdaj veliko, okrog 11 kvadratnih kilometrov, na najgloblji točki mer 75 metrov in zelo je pomemben tudi kot rezervoar pitne vode, ker približno polovico populacije Tbilisija od tukaj dobiva vodo. Drugače pa danes nadaljujemo pot proti severu, proti Rusiji, po najbolj znani cesti v Gruziji.
Military Road oziroma vojaška cesta. Zelo je pomembna zaradi tega, ker je v bistvu to edina cesta, ki vodi čez Kavkaz v Rusijo. Zelo pomembna pot je zato med Armenijo in Rusijo. Vmes je bila par let zaprta, ker je Rusija zaprla mejni prehod, ampak zdaj je spet odprta in zato je baje veliko tovornjakov, ki kar ure čakajo na ruski meji. Drugače je tudi zelo turistična, ker je pač najbližji dostop do Kavkaza iz Tbilisija. Je pa bila že zgodovinsko ta cesta zelo pomembna, v bistvu so začeli že v 18. stoletju Rusi graditi, da so lahko s konji gor vozili, pač zelo pomembna že ves čas. No, v glavnem po zimi je velikrat tudi nedostopna zaradi snega, je velikrat zaprta, poleti pa zastoje delajo baje ovce, ki jih ženejo na pašo. Tako da se kar veseliva te lepotine. Zdaj so prevozila že kar dobršen del poti te vojaške ceste, ki vodi do Vladikavkaza v Rusiji in je dolga čez 200 km. Midva sva sicer še vedno v Gruziji in sva se ustavila na najbolj turistični točki te ceste, pri spomeniku prijateljstva med Gruzijo in Rusijo. Bil je postavljen leta 1983, od takrat se mogoče ne razumejo več toliko dobro, kakor so se, ampak spomenik še vedno tukaj je in še vedno je to glavna turistična točka. Povsod so minibusi, busi, turisti z vsega sveta. Za najino pojma je malo preveč turistično, tako da bomo šli kar hitro naprej. Je pa zaradi tog turizma seveda postavljenih tudi veliko stojnic, kjer prodajajo kučme in razne volnene zadeve za hude zime, ki so tukaj. Prodajajo pa tudi kar nekaj hrane. In midva sta kupila tradicionalno sladico gruzijsko. To so v bistvu oreščki na vrvici, potunkani v grozdni sok, ki je zgoščen z moko. In potem se to suši, mislim, da par mesecev celo. Bova pa zdaj videla, no, a je dober ali ne. Smo spet bolj zgodaj vstali ob 4:30 zjutraj in gremo zdaj gor do enega ledenika, ki leži pod goro Kazbek. Do tja je kar dolga, tako da bi rada čim bolj zgodaj, preden vroče rata oziroma preden se ljudje naberejo. Pa dokler je še lepo. Bomo šli pa mimo one cerkvice, ki smo jo že včeraj posnela, ki je pač najbolj znamenita stvar v Gruziji, na vseh prospektih in povsod je. To je cerkev Svete Trojice, ki leži na 2170 metrih in je pač
zelo pomembna cerkev, ampak še bolj pomembna kot cerkev je turistična znamenitost, ker so v ozadju gore in je zelo lepa na slikah zgledana. Zelo fotogenična cerkvica. Drugače se bomo pa v bistvu danes prehajali s pogledom na goro Kacbek, ki je že Nastja omenila. Visoka je 5054 metrov, v bistvu je to neaktiven stratovulkan. Drugače pa tretja najvišja gora v Gruziji in 7. najvišja v Kavkazu. Zgleda pa kar lepo, no, res je lepa zasnežena gora. Evo, mi smo nazaj v kemperju, danes smo naredili dobrih 1700 višinske, štartali smo na približno 1900, prišli smo pa na 3653 metrov. Res je bil ful lep ta pohod, res neverjetno, ves čas smo se sprehajali, v bistvu hodili po grebenu, pol smo še en ledenik prečkali, tako da res je bilo ful lepo. Ja, ves čas smo imeli pogled na Kazbek, ki je čez 5000 metrov visoka gora in ljudje kar hodijo gor. Eno sva celo srečala, ki je rekla, da je bila s psom gor, tako da ja, pa je sedano, ni ba je nek zelo alpinističen vzpon, samo zadnji del je malo po ledu, ampak ni strmo. Tako da ja, kar masovno gor hodijo. Mi drugače sploh nismo imeli namena iti tako visoko, kot smo šli, prvo smo mislili samo do ledenika, ampak sva na poti srečala en par, ki nam je rekel, da sta ona dva bila gor do te druge koče, ki je nad ledenikom in da komot greva brez opreme čez ledenik. Pa sva bila še tako malo skeptična, ker pač vse je ledenika, ne. Ampak potem, ko sva prišla tja, sva ugotovila, da res konji čez hodijo, gorski vodniki v supergah okrog hodijo, no. Midva sva vse imela orank gojzerje za orank pod tlatom, pa palce, tako da ja, samo ene prvih 20 metrov je malo bolj strmih, drugače pa res dokaj položno, tako da res ni nobene panike. Seveda ne spodbujava tega, še vedno greste lahko z derezami. Ampak ja, se pa definitivno dano. Ja, čeprav supergic ne priporočava še vse, ne, je fajn imeti vse en dobre gojzerje. Ja, je pa tako, da bi hodil pa ene 5 centi snegano. Približno, ja. Smo pa nazaj grede in tja grede spet šli mimo tele cerkvice Svete Trojice oziroma Gergeti cerkve. Že včeraj smo si jo sicer ogledali, da smo jo poslikali, in danes smo šli spet mimo, ampak oba dva dni nismo imeli časa, oziroma danes nismo imeli energije več, da bi noter si jo šli pogledati, včeraj pa nismo imeli časa, ker sva šele popoldne sem prišla in sva mogla večer delati ob 6, tako da nisva uspela. Tako da mogoče jutri gremo spet gor, pa mogoče bo šlo v tretje rado. Danes sva celo frej, tako da bova imela zdaj Ja. počivalni večer. Končno. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.